Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Teden se je začel s pomembnim dnem za vse šolarje, saj so znova sedli v šolske klopi. Medtem ko so učenci višjih razredov tega dne že vajeni, po šolah za prvošolce pripravijo poseben sprejem. Tako je bilo tudi v Kranjski Gori. Lep pozdrav na naši šoli. Večina vas je tam že vrtec dobila, peljala svoje otroke, morate še sami bili kdaj v našem vrtcu ali pa naši šolari. Res veselimo se. Prvi šolski dan ni kar tako. To je izjemno pomemben dan. In za vas, in za nas. Prvošolčki pridejo v šolo, mi se tega veselimo. 9 let bomo z vami, 9 let bomo z vašimi otroki. Mi bomo vse naredili, da bojo v varnih rokah in da bodo v takem okolju, da bo lahko dosegli največ, kar zmorejo. Da se bojo veliko naučili, predvsem pa, da bodo v takem prijaznem okolju. Zara, mlajšega sečnata. Da se pa kar nekam na to, kar izvedi, da vsega. Juhu, si prvošolka, bravo. Živijo, Barbara. Aleksandra, mi smo se pa že videli, sem nekaj spomnila. Tako si rekla, boš ti me naučila. Mi se zdaj so pa skupaj, kar naprej. Obiskal jih je tudi policist. Tud. Veš, gospod policist, jaz moram tudi varno priti v šolo. Upam, da te bom srečal. Ja, še bo srečala, še. Evo, samo ne me oblizati. Sem lepa? Kakšna lepa ljudka. Takole, v redu? Odlično, perfektno. Otroci, jaz sem lepa? Ja. Jaz bom šla tudi z vami v prvi razred. Seveda prav vsem šolarjem želimo uspešno šolsko leto. Tekač Bogomir Dolenjski je lani uspešno pretekal 42 km v 42 dneh, se letos loteva še večjega podviga. V 12 dneh od 31. avgusta do 11. septembra bo okoli Slovenije pretekal 1200 km. V prvih dneh teka je obiskal Kranj, Jesenice in Kranjsko Goro. Namen projekta pa je zbiranje denarnih sredstev za ustanovo Mali vitezi. Absolutno zadovoljen, ker tak itak delamo fenomenalno zgodbo gibanja za male viteze. In tudi če malo zamujamo, ni to poanta je, da to zgodbo dokončamo. In v okolje, ker tečemo, damo sporočilo, zakaj to delamo. Ne delamo zato, da zbiramo sredstva za male viteze preko SMS-ov, preko donacij podjetij. Tako da še vedno to promocijo, bom rekel, pošiljanje SMS-a z geslom Vitez ali Vitez 5 na 1919 se donira 1 evro ali 5 evrov in celoten znesek gre popolnoma za rehabilitacije, support teh oseb, ki so mali vitezi. Bogomirja Dolenjca sta po Zgornjesavski dolini spremljala brata Črv, družbo do Tonkine koče pa mu je delal še domačin Peter Hojnik. Ja, zdaj do Kranjske Gore zamujamo cirka uro pa pol nekje. Zdaj imam 15 minut pauze, se hitro najem, prezoblečem in gremo hitro do Vršiča, nekje uro pa pol še rabim do vrha. Pol še me pa čaka pot do Bovca, tako da vse skupaj bomo malo zamujali, ampak do cilja pridemo, gremo spat in jutri nadaljujemo pot iz Bovca naprej. Pred Bogomirjem Dolenjcem je še kar nekaj dni teka. Zaključek projekta je prav tam, kjer smo štartali, v Črni na Koroški, se pravi 11. septembra, prav iz Selnice ob Dravi štartamo. Ta zgodba fantka 11-letnega Anžeta, ki je tudi projekt namenjen njemu, zato ker je pač podlegel tej bolezni 14 dni nazaj. In zadnji dan bo posebna zgodba prav za njega. Sredstva lahko prispevate tudi prek SMS-a na številko 1919 s ključnima besedama Vitez 1 ali Vitez 5. V Planici je ta konec tedna potekal finale letošnje sezone za poletno veliko nagrado v nordijski kombinaciji. Nastopili so 4 Slovenci, Vid Vrhovnik, Rok Jelen, Gašper Brecelj in Ožbej Jelen. V soboto in nedeljo sta bili tekmi na 10-kilometrski razdalji, danes pa še državno prvenstvo na rolkah na razdalji. Včeraj se je znova jurišalo s kolesom na Vršič. Znova se je na vrh prelaza odpravilo lepo število kolesarjev, ki so premagali 13,5 km dolgo progo z 801 metrom višinske razlike. In gremo! Zaprta vožnja! Levo! Dame in gospodje,
kolesarke in kolesarji, srečno na poti na klasični najvišji slovenski cesti prelaz Vršič na 41. jurišu na Vršič. Se vidimo 801 meter više in na polno poženete čez nekako 2,5 km tamle na letečem štartu pri hotelu Lek Best Western. Vidimo se na Vršiču. Srečno vsi! Ponosni organizatorji, člani turističnega društva Kranjska Gora letos organiziramo že 41. juriš na Vršič. Veseli smo, da nam je tudi tokratna organizacija uspela. Naši kolesarji se nam radi pridružijo. Letos, tako kot vsako leto, kolesarji tekmujejo v pokalu Enemon. To pomeni trojček kolesarskih prireditev, Alpe, Franja in pa seveda naš juriš. Tako da smo veseli vsakega kolesarja. Glede na to, da so vremenoslovci podali slabo vremensko napoved za ta konec tedna, je obiskovalcev nekoliko manj, smo pa seveda veseli, da je toliko več kolesarjev. Tako da si resnično želimo uspešnega vzpona na vrh našega najvišjega prelaza na 1611 metrov Vršiča in pa seveda, da se vsi kolesarji zdravi in pa seveda varno vrnejo v dolino, kajti vzpon na juriš je za kolesarje nekaj najlepšega in kot sem že povedala, smo veseli tudi dveh kolesarjev, ki se udeležujeta juriša na Vršič že 41 let in seveda si želimo tudi podmladka, tako da vsako leto z veseljem organiziramo to prireditev in naslednje leto vabimo že na 42. juriš na Vršič, ki ga bomo organizirali v soboto 5. septembra 2020. Kar hladno je bilo, napovedano je bilo sigurno dosti slabše vreme, tako da smo zadovoljni. Vzpon, ja, konkurenca je bila praktično skoraj vsa. Slovenska elita, rekreativna, plus še nekaj Italijanov zelo dobrih, tako da moram reči, da ni veliko kolesarjev manjka. Težek, mislim drugače vreme je bil kar super, lepo da je izdržal. Pač vreme je bil ta prav, sam pa mi kolesari smo ga pa malo težkega naredili. Kar od začetka je šlo kar zelo hiter, pa če greš prehiter, greš pa pol počasneje, pač ker telo ni vajen takšnega tempa. Ampak vse je super, no. Ja, po pričakovanjih, da spodi sem rekel, da probam držati to delno skupino, dokler bo šlo. Posto sem Matej se odpeljal naprej, pa smo pa ostali jeste Matej, ta Kimovc, pa še en italijanski Kalca ali kva s tem. Pa smo pa sami trije šli malo po svoje hori in na koncu sem pa tretji prišel skozi celo. Iskrena zahvala vsem mojim članom, vsem prostovoljcem, ki pridejo pomagati na dan prireditve. Tukaj je na razpolago v organizacijskem odboru oziroma v ekipi 50 ljudi, ki vsako leto res prostovoljno in pa z velikim veseljem pomagajo organizirati to največjo rekreativno kolesarsko prireditev v občini Kranjska Gora. Hvala še enkrat. Drage gledalke in gledalci, preglejmo še, kaj nas čaka v prihajajočih dneh. V sredo ob 20. se lahko v dvorani Vitranc udeležite pilates alpskega stila z Ano Kersnik Žvat. V soboto bo 7. Kosobrinov dober dan, ki ga bodo letos posvetili Kristjanu. Pripravljajo zanimiv program za vse generacije. Dolina pod Poncami že desetletja slovi kot prizorišče, kjer se premikajo meje človeških sposobnosti. V soboto bo tam znova tek na velikanko Red Bull 400. Letalnica bratov Gorišek velja za največjo, najdaljšo in najzahtevnejšo preizkušnjo izmed vseh Red Bull 400 preizkušenj na svetu. 40. srečanje treh dežel na Tromeji nad Ratečami bo v nedeljo 15. septembra. Organizatorji so ga prestavili zaradi današnje slabe vremenske napovedi. Za pijačo, jedačo in zabavo bo poskrbljeno. Srečali pa se bodo tudi župani treh sosednjih občin.
Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Želim vam lepe dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!